Dober večer. Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani je bila na ogled osrednja turistična sejemska prireditev Natur Alpe Adria, v ospredju katere je bil zeleni aktivni turizem. Na sejmu je sodelovalo prek 200 turističnih podjetij iz Slovenije in 10 tujih držav. Opazno vlogo pa so imeli tudi turistični ponudniki iz Dolenjske, iz Bele krajine in Posavja. Slovenski turizem je lani ustvaril rekordne dosežke, odlični rezultati se odražajo tudi na lokalni ravni. Lahko rečemo, da je leto 2017 bilo daleč najbolj uspešno za novomeški turizem, če lahko tako rečem. Blizu 100 000 nočitev. Kar je dobrih 40% več v primerjavi z letom 2016. To leto je v dolenjski prestolnici v znamenju Leona Štuklja. Novembra bodo tako obeležili 120-letnico rojstva dolenjskega rojaka in olimpionika. V ta namen bodo pod sloganom Zdrav duh v Novem mestu vse leto potekale številne športne, kulturne in turistične prireditve. Ambiciozno zastavljen program bo po prepričanju izvajalcev Dolenjski in Novemu mestu prinesel večjo turistično prepoznavnost. Naša čvrsta vizija je, da bomo Dolenjsko še toliko bolj umestili na sam svetovni turistični zemljevid. V Novem mestu se bodo torej turistične zgodbe prepletale okoli podobe Leona Štuklja, v Ljubljani pa okoli literarnega velikana Ivana Cankarja. To leto je pri nas razglašeno za Cankarjevo leto. In prav raznolike zgodbe in gospodarska rast so pripomogli k lanski rekordni turistični beri, je ob odprtju poudaril premier. In jaz verjamem, da v prav vsakem kotičku naše države najdemo zgodbe, najdemo bogato naravno in kulturno dediščino. In najdemo, kot sem dejal, kreativne, inovativne in seveda tudi prijazne ljudi. Posebno domačo privlačno zgodbo piše tudi prek 300 turističnih društev, ki delujejo pod okriljem Turistične zveze Slovenije. Pomembno vlogo pa turizmu pripisujejo tudi v lokalnih skupnostih. Lepanka kola vodi, lepanka kola vodi, lepanka kola vodi, lepanka kola vodi. Vidimo še veliko nekih potencialov, ki so žal še neizkoriščeni. S tem, da se pa zelo trudimo tudi razširiti našo ponudbo in sicer jo nekako poskušamo speljati v Kočevski Rog. Tako kot so v celi Sloveniji, tako tudi mi v Kostajnici na Krki opazujemo in spremljamo, da se prihod turistov povečuje, kar je vsakako pozitivno, ne? Imamo trend naraščanja, kljub temu, da je nekako suha krajina, nekako pozabljena pokrajina. Turizem je doživetje, turizem so zgodbe, zato ne preseneča, da je vedno bolj v ospredju vino in kulinarika. Še posebno viden pa je preskok v avtodomarskem turizmu, ki je v velikem vzponu. Črnomaljski občinski svetniki so na zadnji občinski seji obravnavali prostorsko problematiko Črnomaljskega vrtca. Seznanili so se z dejanskim stanjem enote na Majerju in si bili enotni, da med gradnjo novega vrtca Loka enoto na Majerju potrebujejo. Kot smo že poročali, nekateri starši otrok, ki bivajo v vrtcu na Majerju, zahtevajo, da se zaradi neprimernih prostorov in neživljenjskega okolja enota zapre. Pristojni inšpektor pa je Ministrstvu za izobraževanje predlagal izbris te, kot je zapisal, mobilne enote iz javno veljavnih programov. Gre za dejstvo, da enota na Majerju ni iz mobilnikov, kot je zapisal, in se tudi posledično pojavlja v mediji, ta zadeva v mediji, temveč je iz Marlesov montažni objekt, za katerega pa ne velja omejitev delovanja do 20 let. Minuli četrtek so si enoto ogledali tudi predstavniki ministrstva. Kaj so se odločili, pa v Črnomlju še ne vedo. Ta trenutek še ne. Predstavniki so si to ogledali, dobili dodatno dokumentacijo, ki so jo zahtevali, zdaj je pa na njih odločitev. V vrtcu pa že imajo nove vloge za sprejem otrok v vrtec.
Dokler ne bomo vedeli, kakšna bo zadeva, kakšna bo odločitev glede vrtca Majer, ne bomo sprejemali, ker enostavno ne moremo zagotoviti nadomestnih prostorov. 5 za Loko in pa še 3 za Majer. Se pravi, rabimo ta trenutek 8 nadomestnih prostorov, s katerimi pa ne razpolagamo. Dejstvo pa je, da bodo že jeseni potrebovali nadomestne prostore za 5 oddelkov starega vrtca Loka, ki ga bodo porušili, da bi do začetka novega šolskega leta 2019-2020 v javno-zasebnem partnerstvu zgradili nov vrtec, ki bo rešil prostorsko stisko. Nadomestne prostore pospešeno iščejo in hkrati pripravljajo potrebno dokumentacijo za rušitev starega in gradnjo novega vrtca Loka. Razpis za izbor izvajalca bodo objavili najpozneje meseca maja, pravi županja. Nalijmo si čistega vina, da 20-letni vrtec urejen je kriva občina in vodstvo vrtca, pa ni nujno, da trenutno vodstvo, ker je kratek čas, prejšnja pa zagotovo in tudi občina. Pa je bila kritična svetnica Maja Kocjan, ki se je sicer strinjala, da je gradnja novega vrtca nujna, a v primerjavi z drugimi vrtci v Sloveniji je predvidena cena previsoka, je menila. O znesku, kakšen bo, danes ne morem govoriti. Lahko bo milijon več, lahko bo milijon manj ali pa še večja razlika. Ne vem, pokazal bo razpis. Dokler ne bo izbran izvajalec, do takrat ne bomo vedeli, kakšna bo cena, pravi županja, ki je svetnike seznanila tudi z enotnim mnenjem članov sveta vrtca, da je obratovanje enote na Majerju nujno v času gradnje novega vrtca v Loki. Novomeški svetniki pa so potrdili povišanje cen v novomeških vrtcih. Višje cene so predvsem posledica povišanja stroškov dela zaradi zakonskih sprememb, ki so začele veljati julija lani. Stroški dela v povprečju predstavljajo med 75 in 80% cene programa vrtca, na povišanje pa je najbolj vplivalo povišanje plač, ki so bile izplačane s poračunom oktobra 2017. Ob 20 glasovih za so 4 svetniki glasovali proti povišanju. Razlogi, ki so navedeni v gradivu, pač niso dovolj utemeljeni, dovolj izčrpni, da bi lahko upravičili ta dvig vrtcev. V novomeški občini poleg vrtcev 5 in Ciciban delujeta še 2 ob osnovni šoli ter zasebni družinski vrtec Ringaraja. Svetnik Uroš Lube je med drugim izpostavil: Vedno pač opozarjam na to neenotnost cen, še vedno pač so cene za starše v naši občini različne, za pač 2 vrtce izstopata. Jerži Volt pa je obudil v nekaterih krogih že večkrat predlagano združitev vrtcev 5 in Ciciban. Ker se vedno ne morem strinjati s tem, da imamo v mestni občini 2 vrtca, oziroma imamo še pri osnovnih šolah. To je tako, če bi imeli 2 komunali, 2 župana, 6 podžupanom, tako naprej. Zaradi povišanja cene programa vrtca bo tudi v novomeškem proračunu za to leto treba zagotoviti dodaten denar, in sicer približno 150 000 evrov. Ali smo z regulacijom odloka o tem spregovorili, oziroma odkot bodo ta sredstva dodatno zagotovljena? Torej, mi smo že planirali v letošnjem proračunu, da bomo predlagali to povišanje in tudi više cene programov. Cene bodo višje za od 2,5 do 6%. To pomeni, da bodo novomeški starši, ki skladno z odločbo sodijo v srednji razred, ti plačujejo 35% plačila programa, za otroka v prvem starostnem obdobju po novem plačevali na mesec slabe 4,5 evra več kot sedaj, za otroka v drugem starostnem obdobju pa dobre 3 evre več. Svetnico Matejo Kovačič je zanimalo tudi, kdaj bo enota Videk vrtca 5, v kateri so otroci že dobre 3 tedne, dobila uporabno dovoljenje. Informacija 2 dni nazaj je, da so tudi moji sodelavci skupaj z nadzornikom pregledali stvari, ki so mogli biti še dokončana dela, vsi pridobljeni dokumenti, in ker je v naslednjem tednu ponovno predviden pregled te dokumentacije, verjamem, da bo to stvar res nekaj dni. Vendar gre za postopek, ki je v rokah izvajalca in ne naložbenika, dodaja Macedonij. Le še dobra 2 meseca nas ločita od enega najpomembnejših mejnikov zadnjih let v občini Šentjernej. Takrat bo namreč končana prva faza izgradnje vrtca, povsem nov leseni objekt, ki ta čas vztrajno dobiva končno podobo, pa bo, tako kot pozneje celoten vrtec, Šentjernejčanom prav gotovo že lahko v ponos.
Čeprav so zaradi vremenskih neprilik z gradbenimi deli v rahlem zaostanku glede na časovni načrt, pa po besedah župana večjih težav pri izgradnji prve faze novega vrtca ni. Zaključek je predviden nekje konec marca, mogoče bo eno malenkost kasneje in potem se takoj začne druga faza, ki je pa planirana v jeseni 2018. Po končani prvi fazi bodo v objekt preselili otroke iz zdajšnjega vrtca Čebelica, tega pa podrli in na njegovem mestu začeli z izgradnjo druge faze. Naložba je skupaj vredna slabe 4 milijone evrov, a novi 18-oddelčni vrtec bo, kot kaže, že kmalu po izgradnji postal premajhen. Lani so v občini namreč zabeležili rekordno število rojstev, saj je na svet prijokalo več kot 100 malčkov. Je pa res, da zdaj že ta vrtec bo že polno zaseden, da bo že premajhen, pravzaprav, ampak na tej lokaciji zaradi zunanjih površin se ne da večje graditi, tako da bojo še eni oddelki ostali, bojo mogli ostati pravzaprav. Po končani izgradnji so nameravali pod eno streho združiti domala vse šentjanejske malčke z izjemo oddelkov na Orehovici. Če se bo pa tako nadaljeval, bo mogel biti pa še mogoče kakšen dodaten. Ki jih bodo v primeru potreb, pravi župan, odprli v zdajšnjih dislociranih enotah. Kot je sicer znano, je občina za izgradnjo vrsto let težko pričakovanega vrtca pridobila skoraj 1,2 milijona evrov nepovratnih sredstev Ekosklada. Nove prostore pa potrebuje tudi Center za zdravljenje bolezni otrok iz Šentvida pri Stični. Stara stavba je dotrajana in neprimerna za zdravljenje otrok. K sreči ima država posluh za to. Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je ob nedavnem obisku obljubila, da bo ministrstvo zagotovilo denar za novogradnjo. Ministrica za zdravje je v petek obiskala Center za zdravljenje bolezni otrok, kjer obravnavajo 470 mladih bolnikov na leto. Z direktorico centra sta si najprej ogledali prostore. Tudi imamo kot telovadnico za te, ker so itak skupine manjše. Potem pa brez prisotnosti kamer imeli delovno kosilo. Pogovor je bil konstruktiven, je zagotovila ministrica in poskrbela za veselje v centru. Država bo zagotovila denar za nov center za zdravljenje bolezni otrok. Lahko z veseljem povem, da bomo zagotovili sredstva za novogradnjo v tem centru. Zdajšnji prostori so stari, dotrajani in neprimerni. Del stavbe, ki je kritičen, je nastal iz stare kmetije, zato seveda ni primeren za bolnišnično oskrbo. Objekt se pogreza, nekoč ga nameravajo porušiti. Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični je bolnišnica za kronično bolne otroke stare do 19 let. Imajo tudi dodatne programe, kot so hujšanje za otroke, odpravljanje težav z odvajanjem, reševanje čustvenih stisk. V centru je zaposlenih 57 ljudi. Mi na ministrstvu pričakujemo še dokončno izdelan investicijski elaborat. Računamo nekako, da bi se v mesecu marcu izvedel razpis za izvedbo del, potem pa seveda glede na kvadraturo je kar za razmišljati, da okrog leto pa pol sigurno bi potekala investicija. Tukaj ob zdajšnji stavbi bo tako nastal nov sodoben objekt, velik nekaj čez 3000 kvadratnih metrov v 4 nadstropjih. Ocenjena vrednost novogradnje je nekaj več kot 3,5 milijone evrov. Krški občinski svet je na zadnji občinski seji podprl projekta, s katerima se bo občina potegovala za evropska sredstva. Eden je kolesarska povezava Krškega s Kostanjevico na Krki, drugi pa s področja komunalne infrastrukture za izboljšavo kanalizacijskega sistema. Oba projekta naj bi občini prinesla 5,3 milijona evrov evropskih in državnih sredstev. Kolesarska pot iz Krškega do Kostanjevice v izmeri slabih 20 km je skupni projekt dveh občin. Gre za razpis, ki naj bi bil delno financiran, oziroma večini financiran z Evropske unije, deloma pa iz države. Gre za povezavo med Krškim in Kostanjevico, se pravi, gre kar za dolgo pot oziroma cesto, ki naj bi bila zgrajena. Celoten projekt je sicer predviden nekje v vrednosti 5,5 milijonov evrov, financiran pa naj bi 100% iz teh sredstev oziroma brez DDV, DDV pa je strošek občine. Krški delež v projektu znaša 3,2 milijona evrov evropskih in državnih sredstev, strošek DDV v breme občinskega proračuna pa znese 550 tisočakov.
Drugi projekt povečuje število priključkov na kanalizacijsko omrežje za dodatnih 1025 populacijskih enot. Pri tem je treba povedati, da bi naj pokrili s tem projektom predvsem področje Senovega in Brestanice ter Krškega. Na področju Senovega in Brestanice naj bi pokrili približno 4,5 km novih kanalizacijskih sistemov, v Krškem pa približno 2,5 km kanalizacijskih sistemov. Celotni projekt je vreden 2,1 milijona evrov. Občinski delež znaša 724 tisočakov. V Kostanjevici na Krki so bili pred leti ob kulturni dom. Stavbo, ki je po partijski direktivi v 60 letih prejšnjega stoletja prešla v last kmetijske zadruge Kostanjevica, je ta prodala. Novi lastnik jo je porušil, nov objekt s kulturno dvorano pa bo letos dokončan, čeprav mnogi občini niso verjeli, da se bo išlo po pogodbenem načrtu. Kot niso verjeli, da bo vložena kakšna kandidatura za nadomestne volitve v občinski svet namesto Jožice Lešnjak, ki je odstopila. Volivci iz območja Avguštine, Dovce in Oštrc bodo 18. februarja volili enega svetnika. Prispeli sta dve kandidaturi, opravljen je bil žreb, tako da bodo na nadomestnih volitvah za prvo volilno enoto, ki bodo 18. februarja 2018, dva kandidata, in sicer po vrstnem redu Anton Jarkovič, katerega predlagatelj kandidature je Boštjan Njegač in skupina volivcev, in pa drugi na listi bo Franc Prpič, katerega predlagatelj je Nova Slovenija – krščanski demokrati. Sicer pa je pred občinskim svetom v tem mandatu več pomembnih odločitev. Med drugim sprejetje koncesijske pogodbe za energetsko sanacijo osnovne šole in menjalne pogodbe za zemljišča z novomeško nadškofijo, s čimer bo znameniti prireditveni prostor Otok v izključni lasti občine. Ob zaključku mandata pa bo najbrž odprt tudi nov kulturni dom. Pogodba je namreč vlagatelja, to je podjetje Eurofit, zavezovala, da ga zgradi najpozneje v 5 letih. Jaz kot župan upam in verjamem v investitorja, da bo tudi do konca leta ta dom zgradil. Take so pač obljube. Pogoj ali pa rok je dokončanja del do konca leta 2018. Dela se zdaj momentalno nadaljujejo. Če boste videli, je stavbno hištvo je že montirano, sama fasada se dela. Občina se je z vlagateljem pred začetkom gradnje dogovorila za časovni najem kulturne dvorane. V skladu s tem, kakšen imamo tale program in seznam teh naših tradicionalnih prireditev, po veljavnem ceniku, ki ga bo predložil lastnik, bo pa verjetno upošteval tudi neke naše želje oziroma ceno, ki bo primerna za občino. Usoda starega kulturnega doma je bila med prvimi večjimi težavami novo ustanovljene občine, saj se niso nadejali, da bi morali objekt, zgrajen z družbeno koristnim delom, od kmečke zadruge odkupiti. Ta jim ga je leta 2008 ponudila za 209 tisoč evrov. Občinski svet je sklenil, da bi bila naložba v nakup in obnovo dotrajane stavbe prevelika in je zakup dvorane po potrebi za občinski proračun ugodnejša varianta. Kot je znano, so Združeni narodi 20. maja razglasili za Svetovni dan čebel. Prvo praznovanje bo prav v Sloveniji in del njega bo tudi občina Ivančna Gorica. Bolj natančno, čebelam bodo posvetili kar staro mestno jedro Višnje Gore, ki ga bodo preuredili in postavili obeležje kranjski čebeli Sivki. 18. maja bo tam ena od prireditev ob Svetovnem dnevu čebel. Za ureditev starega mestnega jedra v Višnji Gori smo že dlje časa iskali rešitve. Nam pove župan ob tem, ko nam za zdaj še na slikah kaže, kako bo nekdanja več kot 100 let stara šola postala hiša kranjske čebele. To je vhod. Te obstoječe stopnice bodo stene dograjene z čebelarskimi vsebinami. Odpravimo se v Višnjo Goro, kjer so že postavili temeljni kamen za obeležje kranjski čebeli. Do sredine maja nameravajo prenoviti del mestnega jedra, postavili bodo obeležje čebeli in učni čebelnjak. Imajo pa še več načrtov, predvsem v nekdanji šoli. In sicer bo tukaj muzej posvečen kranjski čebeli z novimi pristopi, interaktivnimi vsebinami, da nekako na sodoben in zanimiv način predstavimo obiskovalcu vse informacije v zvezi s kranjsko čebelo. Potem bo turistično-informacijski center, kavarna in pa hostel.
Praznovanje svetovnega dneva čebel precej zaposluje tudi domače čebelarje. Eden izmed njih nas poduči, da kranjska čebela izvira iz bližnjega gradu Podsmreka, da je zelo mirna in da ni rumena, kot bi marsikdo mislil, ampak siva. Pripoveduje nam tudi o baronu Ročicu iz Višnje Gore, ki je v 19. stoletju ustanovil trgovino za prodajo čebel. Njegov oče mi je podaril grad Podsmreka in tukaj je začel čebelariti, imel je do 1000 panjev. Od tukaj je potem izvažal čebele še po pošti, kasneje šele po železnici. Čebele imajo neprecenljivo vrednost pri zagotavljanju svetovne varnosti preskrbe s hrano. Od opraševanja je namreč odvisna kar tretjina vse pridelane hrane na svetu, oziroma vsaka tretja žlica hrane. Za Ivančno Gorico pa je praznovanje svetovnega dneva čebel in ureditev mestnega jedra Višnje Gore tudi priložnost za oživitev mesta, promocijo in zaslužek domačinov. V prihodnosti naj bi tam zaživela celo čebelarska akademija. S tem projektom pa seveda odpiramo Višnji Gori in tudi občini Ivančna Gorica velike možnosti pri razvoju turizma, še posebej čebelarskega, ker je ta čebelarska akademija bo namenjena predvsem tujcem iz vsega sveta. Prvo praznovanje svetovnega dneva čebel bo torej prav v Višnji Gori sredi maja. Hišo kranjske čebele pa naj bi uredili v 2 letih. V zdravstvenem domu Sevnica, v katerem deluje tudi Posavski center za krepitev zdravja, so na dan brez cigarete predstavili aktivnosti proti uživanju tobaka. Ravno te dni poteka med šestošolci podpisovanje slovesne zaobljube, da v tem letu ne bodo prižgali cigarete. Zaradi raznih protikadilskih aktivnosti v družbi se je po eni izmed analiz za dobrih 20% znižalo število mladostnikov, ki začnejo kaditi pred 15 letom. Center za krepitev zdravja je s prikazom kadilskih pljuč vsem osnovnošolcem v sevniški občini nazorno pokazal vpliv tobaka na zdravje. Pogosto smo naleteli na besede, da ne bodo nikoli kadili, da niso vedeli, kako je to škodljivo in da bodo tudi vplivali na svoje družinske člane, ki že so kadilci. Za družbo bi bilo ceneje več vlagati v mlade, da nikoli ne bi začeli kaditi, kot zdraviti posledice. Odvisnost od nikotina je druga najmočnejša odvisnost, pred njo je samo še odvisnost od heroina. Ker kajenje dokazano povzroča najmanj 16 vrst raka, Posavsko društvo za boj proti raku razvija programe proti tej zasvojenosti. Ker je predsednica društva ginekologinja, jo posebej skrbijo nosečnice kadilke. Uvajamo tudi posebne delavnice v materinsko šolo, v katerih lahko s partnerjem skupaj v bistvu to zasvojenost, mogoče mi je to idealna prilika, da se tega znebijo in da se rešijo te odvisnosti v tem času, ko jim bo otrok spodbuda, da bodo zdravo živeli. Ne? Da bi Slovenija do leta 2030 postala družba brez tobaka, kar pomeni manj kot 5% kadilcev v populaciji, si prizadevajo v Zvezi za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo. Danes začenjamo z prijavami v spletno skupnost za odvajanje od kajenja, ki bo potekalo online z pomočjo zunanjih strokovnjakov z področja zdravstva, specializiranih recimo za področje zmanjševanja oziroma preprečevanja odvisnosti. Zbirali bomo prijave, torej vsi so vabljeni k prijavi na naši spletni strani oziroma preko naše Facebook strani. Kako uspešen je tak način odvajanja od kajenja, se bo šele videlo. Posavski center za krepitev zdravja pa že ima konkretne uspehe s posamičnimi in skupinskimi delavnicami za odvajanje kajenja. Čeprav je slovensko znano, da je to težko zapolniti te kapacitete, je pri nas v bistvu obiskanost teh delavnic zelo visoka. Uspehi samega prenehanja kajenja med samo delavnico pa so tudi kar zelo visoki. Zato želijo postati slovenski center za odvajanje od kajenja, še dodaja. Aktualna kraljica metliške črnine Katarina Plut je prepričana, da se morajo belokranjski vinogradniki povezati, če želijo storiti korak naprej. Zato se je lotila projekta povezovanja in za začetek vinogradnike povabila na izlet po Beli krajini. Okrog 40 se jih je odzvalo njenemu povabilu in skupaj so se podali na obisk uspešnim vinogradnikom v vseh 3 belokranjskih občinah. Predvsem z namenom, da se med sabo bolj povežemo, spoznamo en drugega. Mi smo se jim pridružili pri Malnaričevih v Semiču, kjer so si najprej ogledali gradnjo njihove nove vinske kleti in prisluhnili njihovim načrtom, nato pa se podali na degustacijo Malnaričevih vin.
Nas je seveda najbolj zanimalo, kaj menijo o izletu in kraljičinem projektu povezovanja. No, ta krasna ideja, to je tudi moja ideja že dolgo let, da se vrne eno društvo vinogradnikov Bele krajine, ne 3 društva, ker bistvo je, da smo Belokranjci premajhni vsak za sebe. Vse pohvalja za kraljico, da se je odločila za en tak projekt, nas tudi belokranjski vinarje poveže med sabo. Ker Bela krajina je tako mala, včasih je bilo to eno društvo, če se spomnimo 30 let nazaj, in vsekakor je to povezovanje zelo koristno, ne? Če hočemo kaj narediti, od izobraževanja, degustacij, promocije nazven, se moramo povezovati. So enotno menili predsedniki vseh 3 belokranjskih društev, v katera je vključenih okrog 700 večjih in manjših vinogradnikov. V mojem mandatu, kolikor sem dobila pogled v to, bi rada, da nekako skupaj stopimo na trg, in če to uspeva Dolencem z Cvičkom in njihovo zvezo, mislim, zakaj ne bi tudi nam s 3 društvi. Mislim, da imamo dosti za ponuditi, ampak kot ponavljam, združiti se in skupaj naprej. Belokranjska vina so vedno bolj prepoznavna na slovenskem trgu, še posebej Metliška črnina in Belokranjec PTP. Skupni nastop na trgu in skupna promocija pa bosta gotovo zagotovila še večjo prepoznavnost naših odličnih vin, je prepričana kraljica Metliške črnine Katarina Plut. Štruklji so ena izmed 10 tradicionalnih slovenskih jedi. V Mirni peči so pripravili drugo državno ocenjevanje štrukljev izvlečenega testa, na katerega je bilo prijavljenih 37 tako slanih kot sladkih štrukljev. Podelili so eno bronasto, 20 srebrnih in 16 zlatih priznanj. Najboljšo oceno je prejel štrukelj Ljube Hočever, sicer rojene Mirnopečanke, ki pa sedaj živi na Bučki. To je značilen dolenjski štrukelj, ki ima nadev cvrtja iz jajc in pa kruhovih drobtin, ki so narejene bolj doma na grobo, z domačo pregreto smetano. To je vse. Med vsemi prijavljenimi so prevladovali slani štruklji. Strokovna komisija pa upa, da v prihodnjih letih še bolj prišla do izraza tudi njihova raznovrstnost. Komisija je pozorna pravzaprav po tem kriteriju, ki ga imamo v pravilniku, na obliko samega štruklja, na kako je štrukelj, kakšna je njegova barva, potem v vonju štruklja in nadeva. Najbolj pomemben je okus, ki prinese tudi največ točk. Dogodek sta skupnimi močmi priredili Društvo podeželskih žena Mirna peč in Zveza kmetic Slovenije. Že v preteklosti v bistvu smo imeli razstave štrukljev, imamo tudi knjižico Mirnopeški štruklji in potem smo rekli, zdaj pa je prav, da tudi mi naredimo nekaj na državni ravni in smo potem organizirali štruklje, ki jih še ni. Ni nobenega državnega tekmovanja in razstave v štruklji. To je za naše lokalne skupnosti izrednega pomena, kajti to drugo tekmovanje državno pomeni, da so tudi članice naše društva podeželskih žena aktivne in se lahko kosajo tudi z večjimi društvi, na ta način nekako sigurno veliko pripomorejo tudi k promociji naše lokalne skupnosti oziroma občine Mirne peči. Na prihodnjem državnem tekmovanju, razstavi in ocenjevanju štrukljev v Mirni peči računajo na še več prijavljenih štrukljev, ki so prava tradicionalna slovenska jed in si zaslužijo več pozornosti. Vi pa namenite nekaj pozornosti nacionalni akciji Bodi viden, bodi previden, ki se bo začela v ponedeljek in bo ozaveščala pešce in voznike o pravilnem ravnanju v prometu. Hvala za pozornost in lahko noč.